Dobar dan, dobrodošli v podcastu VAR. Vrača se skoraj polna ekipa. Danes bo še posebej zanimivo in veliko čast mi je, da je z nami nekdani dolgoletni nogometaš in tudi reprezentant Sašo Udovič. Sašo, dobrodošel v VAR-u. Hvala lepa, hvala za povabilo obema. Zdaj najprej bi rad razčistil, najbrž se zavedaš, da si prvi slovenski nogometaš, ki je premagal Srbijo oziroma takrat Jugoslavijo, ker ko si bil ti na igrišču, je bilo še 3-0 v Amsterdamu na Euro 2000. Se mi zdelo, da vem, kam teče tale beseda. A je to, misliš to, da sem šel vam pri 3-0? Ne, jaz bi to tako pogledal, to so bile lepi, krasni spomini, bili smo prvič na velikem tekmovanju, tekma, kjer bi pred tekmo vsi skupaj podpisali s predsednikom države in plebiscitarno Slovenijo 3-3, ampak tekma šla v eni določeni smeri, ampak če pogledamo na koncu, so to tekme zgodovinskega pomena, ki so bile res, lahko rečem vsaj osebno, da je bil privilegij, da si bil zraven na igrišču. Noro vzdušje, ker ko se nekaj prvič zgodi, samo enkrat se prvič, in je nekaj posebnega. Takrat smo, recimo temu, še sami nismo vedeli, koliko uživamo, ker je bilo res lepo. Za tiste, ki ne veste, šlo je za tekmo Slovenija-Jugoslavija na Euro 2000. Slovenci so vodili 3-0, potem je prišlo do izključitve Siniša Mihajlovića, ki jo je sprovociral Sašo. Je šel potem ven pri izidu 3-0 in z igralcem več smo remizirali in še bili na koncu celo zadovoljni s točko, izkazali se, da bi lahko celo izgubili. Pa še nekaj treba poudariti, ne. Takrat se je Slovenija prvič neposredno uvrstila v osmino finala, kjer je bilo 16 ekip na Euru, to kot jih gre zdaj v osmino finala, ne. Tako da mi smo šli že direkt v osmino finala s tem, ko smo šli na Euro, ne. To malo kdo se to spomni, ampak je treba poudariti. Smo morali zdaj razmišljati, kako smo bili v osmini finala, če smo šli pa en teden ven, domov. Ja, ampak že z Eurom je bila osmina finala. Manj jih je bilo, ne? Tako je, 16. Jaz bi samo dodal, to je bila rečemo tekma, kjer je pokazal, kaj pomeni taktika oziroma pravilna odločitev ali pa posrečena odločitev, ne. Ni pomembno znanje igralca, ampak kako on vpliva na celo moštvo za svojo postavo, s stasom in mimiko in vsem, kar se dogaja na igrišču. Ne. Sašo, na primer, ni zdaj preigral tam, pa povzročil paniko z žogo, ampak on je za svojo pojavo in s tem, ko je tekel za igralci, ko je onemogočil, ko je provociral, naredil več na posla, kot kdorkoli, ki je imel žogo v nogah, pa je čarovnije delo. Ne. In rečemo, tukaj je srečo takrat eno zanimivo ali pa neposrečeno menjavo, kako je lahko ocenil, da je Ačimović lahko adekvatna zamenjava za Sašota v tisti tekmi. Na nek način je razmišljal, da če smo jo 3 dali, zdaj z Miletom bomo dali še 4. Pa še enega več. Ampak hočemo vedeti, kako lahko vpliva taktika, ne znanje igralca, ampak taktika, ne. Rekel, ne. Ja, se strinjam, ampak takrat smo imeli res, vsak imel svojo vlogo v tej reprezentanci in točno se je vedelo, da če bomo v veliki večini izpolnjevali tisto, kar ti je dano, kar si zmenjen konec koncev in taktično in selektorjem in Srečkom, takrat ne, je bilo to. Moja naloga je bila, da se gradim, da držim žogo, potem smo imeli zelo hitre igralce, kot so Johnny Novak, Rudonja, etc. Potem je seveda Zlatko, če si mu spustil žogo v pravem momentu na 25-30 metrov, bil izredno nevaren, tukaj je bil Pavlin, tako da smo imeli neke kvalitete oziroma ne, imeli smo tisto, kar je po mojem mnenju najvažnejše, da igraš na tisto, kar imaš, ne pa da poskušaš slediti nekim trendom. Konec koncev že v stari jugi se je rekel, da gre na sistemne igralce, ne pa obratno. No. Dobro. Bila je pa nora izkušnja, lepo in krasno in neverjetno. Je pa res to, Gogi, kar si rekel, da mogoče so kakšne menjave že, pa to se dogaja non-stop. Pač so trenerji, selektori, ki menjajo nekako ne po inerciji, pa po tistim, kar vidijo, kar čutijo, v kakršno smer gre recimo tekma, ampak po neki predispoziciji mogoče že prej ali karkoli. Ampak zdaj se lahko pogovarjamo za nazaj. To so bili fantastični uspehi. Srečkom na čelu, Zlatkotom na čelu in bilo je lepo, res lepo biti zraven. 24 let kasneje, Sašo, kako si? V redu. V teh časih je dobro, da smo zdravi, da se lahko gibljamo. Jaz sem imel eno veliko srečo, da mislim, da je bilo 17 let profi kariere, 10 let tujine,
mislim, da so tudi 8-9 let ali pa 10 let igranja za reprezentanco, tako da je bilo kar veliko tega, sem ostal zdrav, nobene operacije, nobenih velikih problemov, ne z nogami, ne s telesom, konec koncev. Tako da zdaj z veseljem igram tenis, rekreativen, ne boli me skoraj nič in to je že ena, rekel sem že zaradi tega sem zadovoljen, vesel, ker vem, da iz moje generacije, pa še mlajši fantje, jih poznam veliko, ki so dobesedno, recimo, temu celo na pol invalidi in v teh časih je, ali pa v tej življenjskem obdobju zelo važno, da se lahko gibaš brez bolečin, laufaš, delaš kar ti paše in delam tisto, kar mi odgovarja. No, se je treba poudariti, da Saško je zmer znal poskrbeti za sebe, ne, in je skrbel za sebe, ne, tudi v času po karieri, ne, je bil Kako to misliš? Je rekel 17 let profesionalne kariere, jaz bi rekel, da ima tudi 17 ali pa let amaterske profesionalne kariere, se pravi ali tenis, ali nogomet, ali nasploh Zdrav življenjski slog. Zdrav življenjski slog, v katerem je bilo tudi nekaj, je upoštevana zabava, ne, primerno njegovim letom in tako rekel, da karieri. Tako, ne, da je vse spočil ali pa osvežil, ne, od glave do mišic. Ne. Tako da, še stara garda, tako da ni bilo teh delitev. Za Saško ta ni skrbeti v Ljubljani. On je trademark Ljubljane in ima en ta značilen slog življenja in razmišljanja za Ljubljano. Ne. In to že par desetletij. Ja, tako je rekel, on je rekel 17 let, jaz pravim pa, da je malo več 35. Ne, tudi za staro Ljubljano. Ja, no, seveda, ne. Zdaj, od tiste reprezentance do vmesne, recimo afriške, dosedanje, ki je bila v Nemčiji, je lep del prispevala naša liga, se pravi prva SNL. Nenazadnje ključni igralci, Karničnik, bili so tudi na tem Euru iz naše lige, mislim, da 2-3. Elšnik, sta marsikaj izrežirala tam na Euro, tudi kakšne gole. Ne? Tako da, kaj ćemo zdaj začeti s to našo ligo, kaj v njej lahko zdaj povemo, je zelo izenačena. Prvi 3 v 2 točkah po tretjini prvenstva. Tretjina prvenstva je že nekaj, kar se da nekako ocenjevati videno. Ne? Kako to si do zdaj videl, Sašo? Ja, se strinjam. Tretjina prvenstva je nek menik, ker lahko vsaj približno rečemo, kdo je že ni na pravi poti ali kdo je, ampak mislim, da ne bomo kakšne tople vode odkrili, če rečemo, da tukaj verjetno se bo bil boj za najvišje mesto ali pa za prvaka med Olimpijo, Mariborom in Celjem. Zdaj seveda lahko je tukaj še kdo, ki preseneti. Tretjina je pa spet ni tako daleč, da ne bi, vidimo, da razlike še niso velike, ampak moje mnenje, da se med temi 3 klubi je treba iskati bodočega prvaka. In tukaj pa pričakujem neko izenačenost. No. To je pa res. Ima vsak svoje pluse, svoje minuse. Če se dotakne Olimpije, neka konstanta, mislim, da imajo tudi trenerja, ki je za slovenski prostor izredno pozitiven, tak gospodska delo. Imel sem priložnost spregovoriti nekaj besed tudi z njim, mislim, da je bila ena reprezentančna tekma. Nedvoumno brez veze govoriti o njegovih izkušnjah, Real Madrid in tako naprej. Sem se vidi, da je dobesedno gospod v pravem pomenu besede strokovnjak in da ima slačilnico pod kontrolo, oziroma tisto, kar je na igrišču, pod kontrolo na nek pravi nogometni, še enkrat gospodski način. Za Ljubljano primerno. Za Ljubljano primerno, ja. Kar se Maribora tiče, seveda določeni pretresi, bilo je veliko, dosti tudi netransparentnih stvari. Bomo videli, kako se bo to obrnilo, menjave trenerjev, menjave lastnikov, oziroma če so zdaj to lastniki, ne vem. Preberem to, kar vidim, oziroma vidim v medijih, tako da, kar se Maribora tiče, mi še mogoče lahko rečem delna neznanka. Ampak Maribor je le Maribor. Maribor je kdorkoli v Mariboru, ali v upravi, ali na trenerski klopi, ali pa na igrišču je pod pritiskom in to je Maribor je definitivno to pokazal in dokazal v zadnjem desetletju ali 15 letih, tako da tukaj še pričakujem nekako, da se bo vsaj kar se tiče nekih netransparentnih stvari, kar se tiče vodstva kluba, nekako izvedelo oziroma bomo videli v naslednjih tednih, recimo temu. Kar se tiče pa Celja, je pa veliko, verjetno največ vloženega denarja, to je dejstvo. Za slovenske razmere enormne številke, ne, to vemo. Zdaj Riera je bil, pa se je vrnil, bilo je tudi veliko teh amplitud oziroma nihanja, tako da
Kar se tiče Celja, ima sigurno to moč rotacije, ima veliko igralcev, čeprav zdaj so jih nekako tudi zreducirali. Celje tudi na nek način, lahko rečem, delna, neznanka, imajo kvaliteto, nisem pa prepričan, da so še tisto pravo moštvo. Seveda se ne morajo biti, če menjaš trenerja na, mislim, da zdaj 2 meseca. Ja. Tako da Rierina dirigentska palica se bo poznala verjetno šele čez kakšen mesec, tako kot Cesarjeva v Mariboru, Olimpija pa, kot sem rekel, je pa neka konstanta. Zdaj, zanimivo je, da ima vsi 3 klubi druge trenere, kot so končali ligo, če se ne motim, prejšnjo sezono, se motim. Ne. Prav vsi 3 imajo trenutno že nove trenerje, ne? Druge, kot so končali prejšnjo sezono. Ne? No, sem pri Olimpiji mogoče ta konstanta v tem, da niso imeli v žargonu železniško postajo v poletnem prestopnem roku, večina igralcev je ostala, večina ključnih igralcev je ostala, tako da nekaj igralcev tukaj absolutno, ki so na visokem nivoju, verjetno so mogoče celo prerasli slovensko ligo. Loruc, Raul, potem imamo tukaj 2 ta vezna igralca, Dofo in Agba. Potem še nekaj naših, tukaj tudi vratar Videnšek, Ratnik, tako da ja, čeprav na nek način vtisko, da je Pedro Sanchez že kar dalj časa trener. Tako deluje Olimpija. No? Ja, se to, ko si omenil, je zanimiv. Ne? Olimpija ima dejansko že 3 leta podobno ekipo. Ne? In tudi sploh ni več problem, da so tujci, ampak so se jih ljudje že navadili, kar je mogoče bistveno. Ne? Se pravi, ni to ključno, da imaš 11 Slovencev, lahko jih je samo 5, ne, recimo, ampak tisti, ki so tujci, da ostajajo, da imajo ljudje, da se lahko tudi poistovetijo, ne, nazadnje navijači, ne, da morajo vsake 2 meseca nov dres kupiti po domačem. Ja, se strinjam. Samo pridemo spet do tistega, ne vem, problema v narekovajih, identifikacije domačih navijačev, ker če je, ne vem, veliki večini verjetno Olimpija igra z 8, 9 tujci in to je, prideš na stadion, ko pogledaš tisto, zdaj so že te veliki panoji, da se vse vidi, je to, ne bom rekel moteče, ampak jaz sem bil vedno zagovornik tega, da tujec absolutno da, ampak vsaj čez kariero, ki sem jo dal skozi. Zdaj sem bil tudi 10 let v tujini in tujec po neki definiciji mora biti boljši od vsakršnega domačega igralca na tem mestu, kjer igra saj za 30-40%, potem je po mojem mnenju to smiselno. Zdaj pa mogoče ni še toliko problem to Olimpije, kot je nasploh problem slovenske lige nasploh. Da se jaz bi tukaj dodal, ne mogoče za Olimpijo sploh ne, ker je samo mesto mogoče malo bolj odprto, bolj kozmopolitansko in se na nek način tudi že navadili na to, da je igralca ali 2 manj naša domača. Bolj problem vidim to v Mariboru, ki je svojo moč gradil prvič na antagonizmu proti Ljubljani, drugič pa mi Štajerci, mi. Zdaj se jim pa dogaja, da mija ne bo več, bojo oni. Ne? Je pa res, da v obdobju Zahoviča, ki je bil Maribor na vrhu uspešnosti, so bili glavni Ljubljančani. To je res, ampak oni so še zmer celo okolje, to smo pa mi Štajerci, če Ljubljančan je bil mi, naši. Ne? Zdaj se jim bo pa zgodil verjetno, da ne bo nobenega mi, ne? Ker bojo samo drugi. Ne? In tudi že največ problem se izkazuje, ali pa se bo izkazal, oni nimajo domačega igralca s karizmo. Saj enega. Zmer si imel nekoga, ki je vlekel to okolje. Karkoli so ga naredili. So ga pa naredili. 3 leta je bil Brazilc, pa je bil pa Mariborski Brazilc, na koncu je bil vijolični Brazilc, na koncu je pa ambasador Štajerske in Maribora. Zdaj pa ne vem, s kom bojo zdaj. Ne? Zdaj ta identifikacija, ki se rekel, se jim bo pa ali bojo z Ljubljančanom Cesarjem identifikacijo delali, ali bojo z, ne vem, igralcem, še Jojojem, ali njih ne več, ni se prav zdaj in to verjetno še tako, rekel, fluktuacija igralcev bo vedno večja, ne, ker očitno je to neka, Maribor bo neka podružnica, ogrevanje igralcev za druge močnejše klube in zdaj verjetno na pol leta bojo prahajali pa odhajali in težko bo to spustal. Če ne bo pa rezultatov, je pa to pol še. Jaz zdaj si po zadnjem stavku si
rekel tisto, kar sem te hotel mogoče dopolniti. Rezultat je, dejstvo je, da postavlja, odstavlja, vidimo, kaj se dogaja, pa ne na nivoju Slovenske lige, na najvišjih nivojih svetovnega nogometa in ja, težko je, oziroma moraš biti pogumen, moraš imeti eno vizijo z mladimi, da ti ne glede je to Olimpija ali je to Maribor, porineš 17-letnika, kar se redno dogaja po višjih evropskih ligah, ampak mora biti to nekako sprejeto na bazi tega, da če se nekoga, po domače rečeno, poriva, da se ga poriva plansko, ne. Jaz si ne zamišljam ne Maribora, ne Olimpije. Dejstvo je, da potrebujemo močen Maribor in močno Olimpijo za uspešno slovensko ligo, to je dejstvo. Pa ne, da govorimo populistično, to je močan Maribor, močan Olimpija, to je bila vedno potem neka normalna prava liga, ki smo jo z veseljem vsi spremljali. Zdaj je tukaj še Celje, pa še mogoče še kakšen klub. Ampak kar se teh mladih igralcev tiče, jaz si ne predstavljam ne Maribora, ne Olimpije, da porinejo zdaj, ne vidim mogoče tam je začenjal Grlič, to so mladi fantje, tukaj je Ratnik, Ratnik je to že zdaj 2-3 leta, lahko rečemo že kvaliteta, je mogoče že prerasel neke zadeve, ampak Ratnik je bil, recimo temu, je bil projekt, pameten projekt in zdaj pa težko je v Olimpiji ali pa v Mariboru, ne vem, v eni sezoni ali po eni pol sezoni mogoče profilirati ali pa pogumno postaviti 3 ali mogoče celo 4 mlade fante, ker potem absolutno bo trpel rezultat. Se pravi, tukaj je mogoče prostora za 1-2 in smo spet pri nekim, ne vem, da demontiramo vse, kar govorimo, ne. Potem so pa tukaj tujci, karkoli. Sigurno je v Radomljah ali pa, z vsem spoštovanjem, v Radomljah ali pa v Nafti lažje profilirati 17-18-letnega fanta, kot pa, ne vem, Mariboru ali Olimpiji. Sej to se počne, se nimaš kaj, ta sistem. Ne, sej mene to... S posojami, z čemarkoli. Ni problem v tem. Problem je, da potem te igralci, ki se profilirajo, ki postanejo neko zanimivi igralci, ne nadaljujejo pot pri Olimpiji ali Mariboru, pa grejo kar direkt ven. In pol se razvrednoti vse delo. To je pa že problem slovenskega nogometa, ker če smo pošteni, že južne, Hrvatija je to Dinamo je tukaj tako ali tako, mislim, da nad vsemi balkanskimi klubi, lahko zelo rečemo, ne samo Zvezda, Partizan, bivša četvorka in Hajduk v Jugoslaviji, tukaj je ne glede, kaj se je dogajalo z Mamić in kompanijo, so pokazali res, da to so pa res obvladali, ker to ni bilo 5 ali 7 igralcev, teh je bilo na desetine igralcev, ki so prišli za relativno majhen denar, potem so bili pa to transferi v eminentne evropske klube in danes, mislim, da Dinamo se ne pogovarja o resnem transferju, kar je za njih 5 milijonov, po moje, je pa lahko naš fant vreden, mogoče celo boljši, kot je sam ni v Dinamo, je mogoče v Olimpiji, pa nič slabega z Olimpijo ali pa z Mariborom, ampak enostavno ne dosegamo teh številk, Ne, se paradoks je Mi imamo reprezentanco D21, ki se je uvrstila na Evropsko prvenstvo neposredno skozi kvalifikacije, kar je nekaj kar na tem mestu čestitam Miletu. Je čudež. Mislim čudež, velik uspeh. Ja, zdaj pa poglejmo, koliko jih je igralcev, ki jih je, rečemo, da ima Olimpija je uspelje nekako z Ratnikom, kot se je rekel, projekt, pa Kojec se je letos pojavil, Brest je že produkt Aluminija. Govorimo Maribor 0. Praktično v tej reprezentanci igrajo legionari, tujci. Če ne bi bilo od Olimpije igralcev, bi bilo tudi tuja liga. Se pravi, namesto da bi pričakoval bi, da vsaj najboljši slovenski klubi oziroma tisti, ki zmorejo in finančno, da izberejo igralcev, ki ga morajo profilirati in vzgojiti in za njim stati in ga narediti igralca. Zdaj se pa dogaja, da je ta vmesna faza, grejo preskočijo in Olimpijo in Maribor in Celje in grejo tujino direktno. Je pa tako, to je že to so izhodne letiki, te bojo na Euro že po 23 nekateri. Ampak ne govorimo zdaj o 18-19. To so že člani. To je res, ampak po drugi strani... Moramo vprašati, a se igralec prodaja, kaj mislite, se prodaja na osnovi dobrih predstav v klubu ali
Dogaja se tudi, da se igralec prodaja z 2 vrhunskima tekma v mladih reprezentanci. Mogoče ne Slovenec, mogoče nekdo drug. Ne. Prav, tukaj je zdaj, mogoče zmes tega je prava zadeva. Ampak sigurno z uspehi reprezentance, katerekoli, pustimo A reprezentanco, ne samo A, ki je v super v kondiciji in v super stanju, tudi mlada, ampak ogromno skavtov hodi po Evropi in spremlja reprezentance. Ne bom šel v ekstrem U15 ali U16, ampak tukaj U17, U18, U19 se pa že dogaja. Tukaj mora biti stroka oziroma tukaj morajo biti projekti, ker ti zgubiš 17-letnika z nikakršen denar, če pa ta zmes, kot smo prej rekli, igranja v prvi slovenski ligi, kakšna evropska tekma, igranje za U19 ali U20, leto ali 2, potem je pa ta igralec, ki si ga zgubil za 100-200 tisoč evrov, mogoče vreden nekaj milijonov. Ne? In tukaj je Dinamo, pa mogoče še kakšni klubi. Zadržedljene. Ja. Tukaj bi rekel, ta tehnologija skautiranja je tako šla naprej, ne, da niti ni več pomemben, da igraš ti reprezentanci, ali ne, ampak kdaj in pravočasno prepoznati igralca, ki ima boljšo mišico, boljše razmišljanje, boljše, in se pravi, ta tehnologija skautiranja pa do tega prišla, da skauti ali kdorkoli, ali bivši igralci prepoznajo 16-15 let starega igralca in ga že priporočajo naprej, še preden on sploh čez kakšno selekcijo pride na teh nivojih, skeniranje fizično, psihično v prav faktorje. Ne. Ampak če se vrnemo mogoče nazaj, jaz gledam, realno časi se spreminjajo, ne. Danes je to veliko lažje. Ne. Mi, ko smo še igrali, če se vrnem, pa ne rad govorimo o naših generacijah, ampak dejstvo je bilo tako. Jaz sem bil, naprimer, recimo, prvi strelec slovenske lige, takrat je bila reprezentanca še v povojih, odigrali smo tekmo ali 2. Danes, če si prvi strelec slovenske lige, je to verjetno dosti močan podatek za nekoga, z vsem tem, kar si rekel, s to mašinerijo od zadaj, da podpišeš pogodbo v eni solidni evropski ligi. Jaz sem bil prvi strelec slovenske lige, to je bil samo podatek, igral sem za reprezentanco, da sem šel lahko na navadno preizkušnjo probo v Beveren. In tam je bilo še 2 Rusa, 2 Afričana in tako naprej, in sem moral tam zaradi določenih kvalitet, sreče, spleta okoliščin ostati. Ampak hočem to povedati, da zdaj na nek način je lažje, ker pa še nekaj, ne, danes se lahko hipotetično igra 20 Slovencev za Chelsea ali 20 Angležev za Olimpijo. Ne. Včasih so bili samo 3 tujci. Ne. Jaz sem bil v Bevernu, naprimer, ali pa v Lozani, ali pa v Lincu, in si bil ti tujec kot Slovenec, in tujec je bil v Avstriji kot Nemec ali pa Nizozemec. Ne. In so klubi veliko bolj razmišljali, veliko težje so se odločali z določene transferje, ker zdaj pa to res en prost pretok kapitala in igralcev. Ja, jaz sem bil zaljubljen v ta sistem. Pa še nekaj, sorry, ko te prekinjam. Takrat je bila pa še bivša Jugoslavija, ker večina te naše generacije izhaja iz Jugoslovanske lige, ki je bila, po mojem mnenju, sigurno med 5 v Evropi. In tam je bil en izredno važen podatek. Do 28. leta ni smel nihče ven. Do 28. leta. Danes grejo fantje ven s 15, 16. Ne, nehajo že pri 28. Pa tako, nehajo tako. In to je bila kvaliteta, ne? Tudi za navijače, recimo, ti si znal, če si bil navijač nogometni, vse 11-terice na pamet. Zaradi tega. Ker zdaj pa tako, kot praviš, železniška postaja, vsako tekmo, druga 11-terica. Znal si igralce iz Gorac, Čačak ali pa Radnički Niš. To je bila neka taka, to starejši navijači so vse poznali, res vse. To celo je. Da se vrnemo v realnost ali pa v zdajšnji. Bo Olimpija premagala tvoj klub v četrtek. Lask Linz, da po Saško je igral 2 sezoni za Lask. Ja, 2 prijetni, uspešni leti. Bil sem Željko Tomilinoviča, mojim kolegom iz reprezentance, zdajšnjim prijateljem. Lepi 2 leti, sprav zaradi tega, ker smo se v času, ko smo bila v Lincu, uvrstili na Evropsko prvenstvo v Belgiji. Kar se tiče pa same tekme, mislim, da je Olimpija dokazala predvsem proti Heidenheimu, ko se je v začetnih 15, 20, 25 minut lovila, potem je pa dokazala, da imamo igralce, ki lahko tudi na evropskem nivoju delajo neko razliko, in mislim, da je to popolnoma odprta tekma. Lask Linz ni zdaj. Seveda, mogoče je neka prednost, pa ne Lask Linza, vseh teh zahodnih
poudarjam zahodnih prvoligašov oziroma evropskih moštev to, da imajo verjetno 2 tekme na teden, se pravi 30-35 tekem na leto, ki so sigurno močnejše od tega, kar mogoče Olimpija odigra derbi ali pa ta trojka med sabo. Spet z vsem spoštovanjem do slovenske lige, samo tam je to mašinerija, kjer dobivaš moč, kjer dobivaš v bistvu to fiziko in kvaliteto. Ne. Ampak Olimpija, če je tako odigrala kot proti Heidenheimu, kjer je bila v igri do zadnje sekunde, do zadnje minute, mislim, da je to odprta tekma, seveda, če bo igrala tako kot zna. To je pa ta že na nek način profiliran način igre. S to posestjo, hitrimi prehodi naprej in Olimpija je, če se vrnem na mogoče našo reprezentanco takrat leta nazaj, ima nek sistem igre, neko igro, nekatere igralce, kjer tudi veliko večjim klubom ni lahko. Sej, realno, ne? Reka je bila vodilno moštvo lige, takrat, ko je Olimpija z njo igrala in že na prvi tekmi, drug polčas, ko se je Olimpija nekako vračala, je pokazala, da je boljša od Reke in to, oziroma da v nekih momentih, da deluje zelo resen klub, ne? Zelo resna enajsterica, resno moštvo. Zdaj v Stožcah je bo to lom, ne? Ampak že tam na Reki se je nekaj dal opaziti, da ima rep in glavo in sistem in da ne razpade igra nikdar. Ne? Kle so jih itak razmontiral. In ta lom, kot si omenil, se dogaja zelo redko, kar se tiče slovenskih ligašov v Evropi. Ne? Vedno smo, ne vem, nismo imeli sreče, slučaj, pa spet v zadnji minuti. Ne? Tukaj so jih ali pa sodniki, tukaj so jih pa dobesedno povozili. Ne? Pa Reka definitivno ni tako slaba, kot je spadlo na oni tekmi. Ne? Tako da mogoče to tudi v UEFA nek sistem za teh 3 tekmovanj, ki jih imajo, se pravi Euroliga oziroma Champions Liga pa konferenčna liga, mislim, da je pravi model oziroma prava priložnost za države, kot smo Slovenija, če smo čisto iskreni. Ne? Ker tam v Champions Ligi praskati oziroma se boriti, realno je na koncu na teh res najvišjih nivojih odloča denar. Lahko se kakšen uvrsti vsake tok časa in mešaš trene, mogoče v četrtfinalu, ne? Ampak že tisto so na 100 milijonov. Tako da konec to Evropa ne se igra in Olimpija, jaz sem optimist, kar se tiče četrtkove tekme. Kaj pa druga? Še en španski trener je v igri, trener Celja Albert Riera, Olimpija vodi Viktor Sanchez. Kaj lahko Celje naredi proti Turkom? Mislim, da je 6. moštvo turške lige, to pomeni, da ni da je višji nivo turške lige, mislim, da ga podpira tudi Erdogan kot navijač in kot posredno financer, se pravi, mora biti to resen klub. Tudi Celje bo imel velik izziv. To je pa spet popolnoma drugačen nogomet kot pa naprimer Lask Linz, ker je neka tista, bo rekel, da germanski nogomet, če se lahko tako izrazim. Tukaj so pa verjetno, ne poznam toliko tega turškega ligaša, verjetno so tujci, ki so tehnično, fizično izredno sposobni. Mogoče ni to od prve do zadnje minute mesarsko klanje, ampak je igranje na neke, bom rekel, valove, na tisto, kar imajo, na kvaliteto. Sem prepričan, da so tehnično sposobna ekipa, zelo sposobna ekipa, ampak tudi Celje tukaj vemo, da Riera zna sprovocirati svoje igralce, svoje moštvo. Na Portugalskem zdaj temu ni bilo tako, ampak je to, lahko rečemo, še v neki rani fazi. Zdaj se bo pa začeli se bojo kazati resni in realni obrisi Celja v Evropi. Idealna tekma, da vidijo in da vidimo, kje so. Pred mi je zanimiv nekaj rekel, preden smo štartali za Riero, da je troublemaker mogoče, bi temu rekel. Zdaj, troublemaker, dejstvo je, da se okoli njega, le si imamo na najvišjih nivojih, imaš Kloppa, imaš, ne vem, Ancelotija, pa imaš Mourinha, ne? Zdaj, a je Mourinho troublemaker? Mislim, da je za medije in za take zadeve to vedno dobrodošlo, ne? Ampak je pa dobro, da je nekje neka navidezna ali pa neka meja, no, oziroma da se pa okoli Riere se vedno dogaja nekaj, ne? Če gledamo Krznarja, ki je bil pred njim, je bilo to neko profesionalno, tako vse všečno v redu. Pri Sanchezu je to, s tem imamo zdaj, ne vem, vse imamo trenerji so različni že kot ljudje, kot privatne osebe, ne. Mislim, da z Riero ni nič narobe, kar se tiče slovenskega nogometa, kar se tiče njegove v bistvu
tega, kar se omenja, njegovih nastopov pa to, ampak dokazal je, da je dober trener, oziroma z Olimpijo, tudi s Celjem v tistem prvem, kako bi rekel, obdobju, je to Celje izgledalo fantastično. Je pa res, da zdaj težko sredi sezone nekako, tudi njemu ni najlažje, ne. Se je bila že zelo blizu, so bili, v bistvu je bila že zadeva zelo kaotična, ne, tudi po njegovem povratku, ne. Tako da, ja, veliko se bo še dogajalo, no, okoli njega. Ti imaš veliko izkušenj, Sašo, koliko se to pozna, recimo Celje in Olimpija imata celo jesen, celo koledarsko leto do konca 2 tekmi na teden po domače, zelo težki, Maribor ne. Koliko lahko Maribor, misliš, v tem obdobju iztrži, ker pa Maribor pač ne igra v Evropi, koliko lahko to iztrži? Ogromno. Če smo realni, tukaj zdaj Olimpija in Maribor, če bi šel gledati, koliko to rotacije, resnih igralcev v rotaciji, ne, to niso Chelsea, Arsenal in ne vem, Real Madrid ali pa Barcelona. Tukaj bo davek, če lahko rečemo temu davek Evropi, saj v tem jesenskem delu bo sigurno plačal tako Celje kot Olimpija. To sem skoraj prepričan, ker mislim, da je skoraj da nemogoče odigrati ligo na nivoju in evropske tekme na nivoju z skoraj isto postavo, ne. Se pravi, tukaj bojo določene rotacije, določene menjave, ne, in tukaj je Maribor absolutno v prednosti, ker se lahko enostavno skoncentrira na 2 tekme na teden. Pa še nekaj je, ne, če igraš ti evropsko tekmo, ne, hoteli ali ne hoteli, igralci Olimpije ali Celja, če bodo igrali, ne vem, da igrajo v četrtek proti Lasku oziroma proti evropskim ligašem, se je mogoče tekma, da če karikiram, Domžale ali Nafta čez 3 ali 4 dni, ampak podzavestno vem kot igralec to, tam daš vse od sebe. Ja. Sej profesionalno pristopiš tudi recimo tekmi v ligi, ne. Ja. Ampak, če se pa to nalaga, ne, Ja. mislim, da je koliko, 6-7 tekem bo, ne. Jih je celo 8, Se pravi, oziroma 6, ja. sprav sta Maribor oziroma Celje in Olimpija obsojena na recimo evropski ritem, ne, ki ga težko držijo, Mentalno ga je težko Tako. zdržati. mentalno in fizično, ne. In po številu igralcev, ne. To težko držijo največji klubi, ne. Se vemo, kako je na najvišjih nivojih se zgodi, da se 2-3 igralci poškodujejo in potem to ni več tisto, ne. Tako da moje mnenje je, da je tukaj Maribor v prednosti, ker se bo skoncentriral na tekmo, ne vem, sobota, Slovenska liga, edini cilj, fokus je v tem, dobro, še pokal, ne, ampak Olimpija in Celje bosta pa tukaj v bistvu po moje skakali. Zdaj, ne glede na to, kar se Kar je dogaja. normalno. Ja, seveda. Ne glede na to, kar se dogaja, ne, recimo zdaj z Mariborom pa menjave v vrhu in na igrišču in ob igrišču. Če gledamo čisto realno to, kar se pričakuje, tako kot smo zdaj rekli, Maribor bo imel neko vsaj teoretično prednost zaradi Evrope, ne, je samo točko za vrhom, se pravi, objektivno je najbližje jesenskemu naslovu, če temu tako lahko rečemo, čeprav to v nogometu težko govoriti, To je že špekulacija. ampak po zimi bo zanesljivo, bojo prišli še boljši igralci, tako kot je rekel Gorazd. Če bo treba, bojo pripeljali še 3 iz angleške lige. Zdaj, kakšen bo to nivo, ampak za našo ligo bo zanesljivo odstop od kvalitete navzgor. Tako da je lahko Maribor, a se lahko upamo reči, ne kdo bo prvi, to se ne da zdaj, ampak je lahko v teh 2 vidikih favorit za naslov prvaka. Ja, potem, po tej špekulaciji, ki si jo trenutno povedal, da, ampak še vedno ne vemo, ni to transparentno, ja, sliši se kaj, Hull City in te zadeve naprej, ne, Turki, kaj se bo hipotetično naredilo po zimi, je hipotetično, trenutno ne vemo, je pa dejstvo, da bodo verjetno tako Celje, Maribor in Olimpija odigrali s tem kadrom, ki ga imajo, plus minus mogoče še en igralec ali karkoli. Jesenski del, cel jesenski del, ne. Zdaj pa kaj, a so tukaj zadaj milijoni, ker se lahko nek klub oziroma Maribor privošči še, ne vem, v zimskem prestopnem roku še 3 igralce, ki presegajo slovensko ligo, to bomo pa videli, ne. Ampak, ja, po tej hipotezi, ki si jo postavil, je Maribor v dobrem stanju. V bistvu nima evropskih tekem, skoncentrira se na pokal in slovensko ligo in v rezervi ima še zimski prestopni rok, kjer lahko
recimo veliko doda, kar verjetno Olimpija ne more več, Celje je povprašljivo. Ker v ozadju je neko ta filozofija od tega turškega vlagatelja, oziroma kar še ni, ali pa je potencialni kakorkoli, Da bo. ampak v ozadju je neka druga filozofija. Ti za 200 milijonov evrov s Hulom ne moreš priti v Ligo prvakov, ker ne boš med štiri. Mož prvo ligo angliško. Tako, Pač to je tukaj enigma pa prideš meni, za 10 milijonov, si prvi, Tako je. prvi klub iz Slovenske lige, je pa že saj Conference League v Evropi. Se pravi, logika je zelo enostavna. Ne? Se strinjam. Za 1/20 vložka si v Evropi, tam pa nisi. In si še na geografsko, nisi Moldavija, vsem spoštovanjem spet nisi, ne vem, ena od bivših sovjetskih Tako. republik, si konec koncev v srcu Evrope. Tako. In si kot prvak, karikiramo kot prvak, si za nekajkrat manjši znesek, kot je to že z naši severni sosedje, ne? Avstrijci, dobro, Italija spet drug svet. Ne? Jaz se strinjam, za veliko manj vložka si Veliko dobiš. zraven pri velikih. Ja. Če si prvi, seveda pa pogoj, da si prvi. Si prvi, ja. To, kar je letos v Olimpiji Prav ratal. moraš verjetno tudi preplačati nekaj, ne? Da si Absolutno. sigurno. Ampak tukaj so pa to že številke, ki so konkretne. Ker Olimpija je letos ratal prvi in recimo, da ni zadnja, ki je to uspelo, da ni bila prvak, pa je prišla do Tako, ja. To je res bil podvig, to moramo biti. Se strinjam. To je treba reči. Drugač pa prvak ima pa relativno odprto pot. Seveda, se zdaj, če smo iskreni, se to je že skoraj ne padeš ven. Ne? Tako da je Nekako. v zadju ta filozofija. Ne? Bomo videli. Bomo videli, ja. Težko je zdaj reči. Vem, da je tvoj favorit je Celje Gorazd. Povej, zakaj. Je ker ima konstantno ekipo ima isto, pobral je igralce, ki napredujejo, slovenske igralce, dodal je pa kar zanimive tujce. Zdaj pa Riera ima nekaj izkušenj s tem, kako v Sloveniji funkcionirati, ne, malo na kraval, malo na znanje, malo vsega pomal. Predvsem je pa to, da so skupaj že. To je ekipa, ki je tretjo sezono že praktično skupaj z dodatki, ne. Zdaj pa za del so skuči sem, naprimer. To bi mogla Slovenska liga. Imeti ta scouting, če ne moreš ti mladega Italijana najti, moraš pa Litovca najti pravega, ne. Ali pa Estonca, ali pa ne vem, prav velikih ne ostane. Vesel sem, da lahko to povem, kar se tiče slovenskih igralcev. Največji hendikep trenutno Celje je dejansko Krničnik. Ne? Ja. Ker če bi Krničnik, dobro se verjetno, če bi bil zdrav, je vprašanje, če bi še bil v Celju. Ne? Ampak tako kot je on odigral post festom po Evropskem prvenstvu, odlično Evropsko prvenstvo, on je bil za klaso ali dve najboljši igralec Celja v vseh, v evropskih tekmah, v ligi in lepo je, da to lahko rečemo ne za Kučisa, sem spoštovanjem, Kučis opravlja svoje delo, kot ga more tujc, mora biti med boljšimi oziroma najboljši. Tukaj imamo Krničnika, ki je naš igralec, ne? In to mislim, da je poanta. In dejansko Celju se verjetno najbolj poznal v zadnjem mesecu, dveh, da ni imel Krničnika in pa Zabukovnika. Ne? Tako je. No, Zabukovnik se zdaj vrača. S Krničnikom je imel na mestu, kjer to ni napadalec, ni zvezni igralec, ampak je prebijal, kot da je vse. Ne? Je na Euru videl, da je bilo to tako. Je malje pokril s Sešljarjem, ne? Da je zdaj to rešil in ima in kvaliteto, ima igralne položaje. Zdaj, če bo pa Krničnik prišel, pa lahko še taktično postavitev do tako, kot vidi najboljše, ker zdaj veliko kombinira glih ker ena odsotnost Krničnika ne povzroči samo manjkajočo eno pozicijo, ampak spreminja tri. Sem bo potreboval čas, ker to je pa zdaj 2-3 mesečna poškodba, to je še enkrat vprašanje, v želimo vse najboljše, ne? Ampak vprašanje, v kolikšnem času bo Krničnik na nivoju Krničnika izpred 3 mesecev. Želimo mu, da takoj, ne? Jaz mu želim, že tako sem že enkrat omenil. Če mi je koga škoda, da se ni prodal, mi je njega, no? Ker si je res zaslužil. Pa je bilo že prodano, nekaj so bili Turki. Vzel 1-2 milijona, zakaj ne, če si zaslužil. Zaslužil si je. Tako da, mega mi je res škoda. Ampak vse ima še možnost, no? Ni še prepozno. Zaželimo mu vse najbolje. A je še kaj za dodati? Dodamo lahko zmer, tudi mi imamo omejitve. Za naslednjič. Prijeten klepet, počakajmo četrtkovo tekmo. Daj pa Celje igra? Isto četrtek. Dobro. Še enkrat hvala za povabilo. Sašo, hvala, da si se odzval. Hvala za tvoj čas, za zelo zanimive in strokovne komentarje.
obema. Vam pa hvala za pozornost in seveda se vidimo ob naslednji priložnosti.